Znano je, da nosi smetnjak na glavi, da bi se pomešal z volivci, zdaj pa nov preobrat za političnega upa, znanega kot grof Smetnjak. Jonathan Harvey, nekdanji komik in samooklicani medgalaktični vesoljski bojevnik, upa, da bo izrinil vodjo stranke Reform UK Nigela Faragea. Farage je eden najbolj znanih britanskih konservativnih politikov. In zdaj se nam pridružuje iz Londona preko Zooma se nam pridružuje novinar in voditelj Benjamin Butterworth. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Dobro večer. Ena stvar pri tem je, da jih ščiti pred dežjem, ki ga je v Združenem kraljestvu očitno veliko. Ampak. Torej, ali je to? Mislim, to je prvič, da vidimo odbite čudaške Britance, ki poskušajo najti zanimive načine, da bi bili slišani. Torej, je grof Beanface šala ali postaja resna politična grožnja? No, včasih se res sprašujem. Ne vem, če imajo druge države takšno tradicijo, ampak v tej državi, vsaj v Britaniji, je zelo enostavno kandidirati na volitvah. Stane približno 500 funtov, kar je kavcija, ki jo moraš položiti, da se tvoje ime pojavi na glasovnici. In tako imamo dolgo tradicijo norčavih likov. Imamo nekaj, kar se imenuje stranka pošastno blaznih norcev. In v tem primeru gre za komika, ki že dolgo piše za BBC-jeve humoristične serije, ki, kot lahko vidite, se oblači kot grof Beanface. Zdaj, ima nekaj politik, za katere se vprašaš, ali so resne ali ne. No, to je šaljiv lik, vendar se bolj norčuje iz sistema. Ena od njegovih politik je: znižal vam bom davke, vsem drugim pa jih bom zvišal. To je nekaj, kar politiki dejansko rečejo, brez ironije. In tako je kandidiral na nedavnih volitvah. Kandidiral je proti Andyju Burnhamu, laborističnemu politiku, ki bo čez teden dni, v ponedeljek, postal britanski premier. In pogosto je to del zabave, teatra in ekscentričnosti britanske politike. To, kar se je zgodilo na teh nadomestnih volitvah proti Nigelu Farageu, ki je vodja stranke Reform UK, torej desno od konservativcev, je to, da se je izkazalo, da bodo te volitve v bistvu zelo resen politik. Človek, ki bi lahko bil čez 3 leta predsednik vlade. Proti komičnemu liku grofu Beanfaceu. Povej nam še več o njem in zakaj, veš, kot vodja gibanja Reform UK, zakaj bi odstopil svojega poslanskega mesta, da bi kandidiral na teh volitvah proti takšnemu liku? Zelo nenavadno je, iskreno. Nenavadno je. Torej, zgodilo se je to, da so ugotovili, da je Nigel Farage prejel darilo britanskega kriptomilijarderja, ki živi na Tajskem, v višini 5 milijonov funtov v 12 mesecih pred njegovo izvolitvijo v britanski parlament. Tega darila ni prijavil, izkazalo pa se je tudi, da je oseba, ki mu ga je dala, domirala tudi politični stranki. Izkazalo se je tudi, da je bilo še celo vrsto drugih finančnih daril, ali pa plačevanje osebja, plačevanje streetov za družbeno omrežje, plačevanje varovanja, ki so ga zagotovili drugi donatorji, neposredno za Nigela Faragea, ki tega ni prijavil v parlamentu. Vsak politično povezan prispevek, ki ga prejmete, mislim, da je nekaj takega kot 300 funtov. Morate o tem obvestiti oblasti, da veste, politiki ne morejo biti podkupljeni ter imeti zlonamernih motivov, za katere volivci ne vedo. Zdaj je britanski organ za standarde v parlamentu začel preiskavo o tem, ali je prekršil pravila. In ta organizacija ima pooblastilo, da razpiše nadomestne volitve, če dovolj hudo prekrši pravila. Torej, kar se je Nigel Farage odločil narediti, je, da namesto, da bi dovolil organu, ki preverja, ali krši pravila, da ga kaznuje, namesto tega je neposredno nagovoril britansko javnost in sam razpisal nadomestne volitve. Težava je v tem, da ko je odpovedal, ko je v bistvu odstopil, da bi kandidiral na nadomestnih volitvah in rekel, naj volivci odločijo, ne pa oblastniški establishment, preostali člani stranke so rekli, ne bom kandidiral proti tebi. To je farsa. Pravila bi morala veljati zate, tako kot za vse ostale. In na koncu imaš njega proti komičnemu Smetnjaku. Prav na tej točki najlepša hvala, Benjamin Butterworth. Zelo cenim. To je bilo zabavno. V redu, kot smo pravkar govorili o britanski kulturi, ki je znana po svoji posebni čudaškosti. In grof Beanface ni edini, ki polni naslovnice v britanski politiki. Obstaja še kar nekaj drugih priljubljenih osebnosti. Zdaj imamo tukaj novinarja za zabavo in kraljevo družino, Josha Roma, da pokomentira nenavadnosti. Pozdravljen in hvala, da si z nami, Josh. Najlepša hvala za povabilo. Kakšna tema je tole? Mislim, to je kot mešanica malo Vojne zvezd in Montyja Pythona. In gledam tole kar na monitorju. Kako si ti ljudje sploh izmislijo svojo dekoracijo, kostum, karkoli že želite temu reči?
Kot pravi Benjamin, to povzame ekscentričnost, po kateri je britanska politika lahko znana. Mislim, da je z kulturnega vidika precej kičasto, če pomisliš na to. In seveda, pred grofom Binfaceom je bil Lord Buckethead, ki je bil skoraj kot predhodnik, ki je izgledal kot Darth Vader. Ta lik je obstajal že od leta 1987 in je trajal do leta 2019. Preden je komik Jonathan Harvey prevzel lik in kandidiral za stranko Monster Raving Loony Party. Imeli smo ljudi, kot je Nora Kravja Punca, ki je kandidirala proti Davidu Davisu na nadomestnih volitvah leta 2008 in prejela več kot 400 glasov. Boksar Terry Marsh je uradno spremenil svoje ime, da bi kandidiral kot nič od naštetega, ponovno zato, da bi izpostavil pomankanje izbire v naši politiki in dal britanskemu ljudstvu nekaj, za kar lahko glasujejo. Nič od naštetega. To je nekaj, kar smo videli parodirano tudi v kulturnih ustanovah. Spomnim se zelo uspešne zgodovinske serije z naslovom Črni gad, v kateri je seveda igral Rowan Atkinson v 3. sezoni. Na nek način so parodirali britansko politiko z likom Baldricka, ki je kandidiral za tako imenovano stranko Spokaj. Torej, veste, to je nekaj tako ekscentričnega, da se lahko zgodi samo v britanskem političnem sistemu. V redu, zdaj vse to vidimo in potem, veste, preklopite na kraljevo družino. In mislim, veliko jih je, ki bi postavili pod vprašaj, veste, princa Harryja. Vem, da je to bila velika novica, ampak na koncu, brez Buckinghamske palače. Meghan in otroci so prišli, sedeli so s kraljem Karlom, ampak veste, nič se ni zgodilo s princem Williamom. Torej, ali je to dobilo toliko pozornosti kot gospod Count Binface? Absolutno. Mislim, da sta bili to dve nekako tekmujoči zgodbi, ki sta ves teden prevladovali v novicah, preden se je zgodil tragični umor nekdanje konzervativne političarke Anne Widdecombe. Ampak ja, velike novice glede kraljeve družine. Princ Harry se je seveda po dolgem pričakovanju vrnil v Združeno kraljestvo, da bi promoviral igre Invictus. Vendar pa njegov obisk za princa osebno ni minil brez težav. Seveda je izgubil to veliko sodno bitko proti Associated Newspapers, Daily Mailu, skupaj z Eltonom Johnom in Davidom Furnisham. Bilo je vprašanje, ali bosta ostala v Buckinghamski palači. Ko se je pojavil v Birminghamu na dogodku Aiga Invictus, Meghan Markle se mu ni pridružila. Vendar sta Meghan Markle in otroka seveda vseeno prišla. Rekel bi, da so se pritihotapili v Združeno kraljestvo. Prišli so skorajda nenapovedano, čeprav sem sam napovedal, da se bo srečanje zgodilo zunaj Buckinghamske palače. Ampak to ni bil nujno dober teden za princa Harryja, oziroma ni bil nujno najboljši teden za princa Harryja. Ampak mislim, da se bo princ Harry zahvaljeval svoji sreči, da je Nigel Farage naredil to, kar je naredil. Tako princ Harry ni povsem obvladoval medijske agende. Ja. V redu, najlepša hvala, Josh Rome, kot vedno. Najlepša hvala, da ste me povabili.